Dobrih 48 ur po prihodu iz Marseja so se Domžalčani že vrnili na igrišče. Pot jih je vodila na stadion Matije Gubca, kjer so odigrali tekmo 7. kola prve lige Telekom Slovenije proti Krškemu. Slednje je imelo na prvenstveni lestvici le točko manj od slovenskih pokalnih prvakov. Trener rumenih Simon Rožman je v primerjavi s spektaklom na Velodromu v prvi enajsterici opravil 2 zamenjavi. Namesto Jana Repasa, ki je medtem že postal polnopravni član francoskega Kona, je priložnost dobil Jure Matjašič, v napadu pa je Ivana Firarja, ki je v dogovoru s klubom manjkal zaradi osebnih obveznosti, nadomestil Alen Ožbolt. Srečanje so sredine igrišča začeli nogometaši Domžal, ki so bili v prvem polčasu precej močnejši tekmec. Prvič so rumeni zapretili v 9. minuti, Matjašič je podal do Ožbolta, ta je našel osamljenega Ibričiča močan, strel izkušenega zveznega igralca pa je ustavil vratar Marko Zalokar. Minuto pozneje nova priložnost Domžalčanov, Balkovec z odlično globinsko podajo do Matjašiča, ta v sredino, tam pa je zgrešil žogo Alen Ožbolt. Sliko smo že v 41. minuti, v akciji Širok podaja do Ibričiča, močan predložek, znova pa ni bil dovolj spreten Ožbolt. 2 minuti pozneje pa prva priložnost Krškega na tekmi. Dolga podaja Klemna Šturma, do žoge je prišel Milijan Škrbič, ki je preigral Blažiča in premagal vratarja Miliča za vodstvo Krškega z 1:0. Škrbič je tudi najboljši strelec državnega prvenstva. V 45. minuti nov napad Domžalčanov, do strela Lovro Bizjak, Zalokar je žogo nekoliko dvignil s konicami prstov in ta se je od prečke odbila v kot. In še zadnja priložnost v prvem polčasu, strel Ibričiča, znova na pravem mestu Marko Zalokar. Prvi polčas se je torej končal z minimalnim vodstvom Krškega, med odmorom pa je trener Simon Rožman opravil tudi prvo zamenjavo, napadalca Alena Ožbolta je zamenjal šele 19-letni Rubin Hebaj. Domžalčani so odlično krenili v drugi polčas in si prvo priložnost pripravili v 54. minuti. Na levi strani je bil pri žogi Hebaj, izjemen predložek na drugo vratnico, kjer je iz druge linije pritekel Matija Širok in z natančnim strelom premagal nemočnega vratarja Marka Zalokarja za izenačenje na 1:1. 2 minuti pozneje nova akcija rumenih, Jure Matjašič z diagonalno podajo na desno stran proti Bizjaku. Takole je krilni napadalec Domžal prodiral in na koncu podal sredino, žoga se je odbila nazaj do Matjašiča, močan strel in znova na pravem mestu Zalokar. Minuto pozneje znova agresivno pokrivanje Domžalčanov, Vetrih je žogo odbil do Matjašiča, nadaljeval je Ibričič, pri žogi Balkovec, Vetrih, Balkovec, Matjašič do strela, toda na pravem mestu znova vratar Krškega. 58. minuta, pri žogi Miha Blažič, diagonalna podaja proti Ibričiču, dvojna podaja z Bizjakom in potem lep predložek na prvo vratnico, kjer je bil iznajdljivi Rubin Hebaj in mladi reprezentant Albanije je dosegel svoj prvi gol v dresu Domžal. Hebaj se je rumenim pridružil v letošnjem poletnem prestopnem roku in takole je z glavo premagal vratarja Zalokarja za vodstvo Domžal z 2:1 in za prvi preobrat na tekmi. 62. minuta, nova akcija Domžalčanov, Vetrih je lepo našel Volariča, ta je podal nazaj do Ibričiča, ki pa je z 11 metrov streljal previsoko. V 63. minuti pa morda ključni trenutek tekme, Miha Blažič je na sredini igrišča storil prekršek in prejel drugi rumeni karton na tekmi in posledično rdečega, tako da so Domžalčani tekmo nadaljevali z igralcem manj. Kljub temu so imeli novo priložnost v 67. minuti, Balkovec za Bizjaka, ta je znova uspešno preigraval, prišel v kazenski prostor, streljal z desnico, toda Zalokar je brez težav žogo zaustavil. Minuto pozneje pa izenačenje, Kovačič na desno stran do Jurine, ta je uspel poslati predložek na drugo vratnico, tam je bil na pravem mestu Tonči Mujan, ki je torej izid izenačil na 2:2.
Minuto pozneje so Domžalčani že odgovorili, lep prodor Matije Široka, strela z levico, toda znova na pravem mestu Marko Zalokar. V 70 minuti pa kot za Krško, izvajal ga je Tonči Mujan, najvišji je bil pred vrati Marin Jurina, ki je z glavo poslal žogo v spodnji levi kot nemočnega Miliča in Krško je uspelo priti do vodstva s 3-2 in še drugi preobrat na tokratni tekmi. V 83 minuti lepa priložnost za Domžalčane, Luka Volarič je bil sam pred Zalokarjem, ki pa je bil v neposrednem dvoboju uspešnejši. Nov napad Domžalčanov pri žogi Lovro Bizjak, ki je poskušal podati v sredino, na koncu pa so se Krčani ubranili in pripravili tudi protinapad. Takole je do žoge prišel Roko Nakič, podal do Luke Gajiča, to je bila akcija dveh rezervistov in Gajič je strelom v dolgi kot premagal vratarja Miliča in v 88 minuti torej popeljal Krško v vodstvo 4-2. In še zadnja priložnost na tekmi v 91 minuti, Širok je prodiral, na koncu pa Heba žoge ni najbolje zadev. Čestitke Krškemu za zmago, nekako žal mi je, da nismo šli na 3-1, mislim, da je 10 zicerjev, ki jih nismo izkoristili, nasprotnik praktično vsak strel na gol je dal gol in žal poraz je bil neizbežen. Pred nogometaši v najmočnejši slovenski ligi je sedaj reprezentančni odmor, ki ga bodo Domžalčani izkoristili predvsem za osvežitev po uspešni evropski sezoni. Naslednja tekma rumene čaka v soboto 9. septembra ob 18. ko bo v športnem parku Domžale gostoval kranjski Triglav.